Leva, desna je balet, sestavljen iz 3 plesnih predstav. Pod maestro se podpisuje mladi mariborski baletnik Gaj Žmavc. Hill Harper's Dream je delo Edvarda Kluga, Left, right, ki daje triptihu naslov, pa je nastala pod taktirko švedskega koreografa Aleksandra Ekmana. Prva večja samostojna predstava Gaja Žmavca se sprva dogaja v tišini in prikaže odnos med mojstrom in muzo. Nato steče glasba Antonina Dvoržaka in pojavi se plešoči orkester. Začelo se je z navduševanjem nad klasično glasbo in glavni oziroma osnova za koncept so bili dirigenti in orkester, ker so se mi zdeli, ta slika se mi je zdela zelo gibalno, koreografsko zanimiva. In skozi neko opazovanje in analizo dirigentov, se pravi teh rok, teh gibov, impulzov, se nekako začel tudi graditi material in potem kasneje celoten koncept. Kdaj baletnik, plesalec začuti, da je čas, da iz plesalca prestopi še v vlogo več, torej v vlogo koreografa? V bistvu se plesalec in koreograf ne razlikujeta, se mi zdi tako zelo dosti. Namreč kot plesalec moraš enako biti del kreativnega procesa, se pravi, se že skozi plesno kariero učiš, bom rekel, te obrti, kako postavljati koreografije, kako vaditi, kako ustvarjati, kako kreirati priti do giba, ampak se mi zdi, da ko začutiš, da bi želel nekaj povedati z svojimi besedami oziroma z svojim gibom, da takrat to se mi zdi tista glavna stvar. Vsi 3 baleti, vsak traja dobre pol ure, so si po zgodbi, po gibu in sporočilu popolnoma različni. Prvi, dirigent, muza in orkester. Drugi, na glasbo Milka Lazarja, z 2 harfama in sanjavo zgodbo nekje med zasneženimi gorami in ravnim poljem. In tretji, na glasbo Mikaela Karlsona, ki so ga plesalci en dan vadili tudi na mariborskih ulicah. Osnovni motiv slednjega je študija človeškega giba, koncentracija plesalca, ki naj ujame svoj in ritem skupine. Vse skupaj začinjeno s pravo mero humorja. Večina plesalcev nastopa v vseh 3, tudi muza iz prvega dela. To je v bistvu to, k čemu strmim, to je ta prava umetnost, da se znaš iz ene vloge skočiti v naslednjo, pa spremeniti svoj karakter. Veliko užitek. Gaj Žmavc, koreograf predstave, si vas je izbral za muzo, to je kar velika čast. Mogoče muza je izbrala maestro, hecam, ne. Seveda zelo sem hvaležna njemu in zelo sem srečna, da res smo ustvarili tako posebno predstavo z dušo, z zgodbo. Plešemo v teniskah, plešemo bosi, plešemo na špicah, na tekočih trakovih, recimo, kot boste kasneje videli, tako da je danes za plesalce, bom rekel, zelo zahtevno obvladati vse te različne in raznovrstne veščine. Nič pa ne škoduje tudi, če znate igrati klavir, ne? To pa je tudi uporabno, ja, se pravi, vsaka stvar v življenju, se mi zdi, sploh v umetnosti, ti čez čas pride prav. Zelo je bilo zanimivo videti modern balet, zato ker je nekaj drugačnega in je zato pač bolj drugačno, kot smo vajeni, ne? Ni tako dolgočasno za gledati. Nekaj drugačnega, no. Prvi se mi je zdel pač nekaj posebnega, pač se vidi, da je na sveže narejen. Ta druga predstava je bila pa tako po Klugovo izvirna. Zelo zanimivo je bilo, pa polno vsega. Baletni triptih Leva, desna se spomladi odpravlja na gostovanje v Moskvo, poleti pa bo predstavo, nad katero obiskovalci ne skrivajo navdušenja, mogoče videti na festivalu Ljubljana.